Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Domžalah, kjer se bo kmalu začela tekma 7. kroga prve slovenske nogometne lige. V športnem parku ob Kamniški Bistrici bodo domače Radomlje gostile vodilni Bravo. Šiškarji so prejšnji teden prvič po slabih 3 letih nanizali 3 zaporedne prvenstvene zmage in to zelo uspešno serijo bodo danes skušali seveda nadaljevati, ko je omenil, da so razmere naravnost izvrstne za odlično nogometno predstavo. Ivanšek zdaj odločno, Matic Ivanšek pred vrata, avtogol! Bravo vodi z 1:0, 15. minuta srečanja. Bravo do 13. gola v letošnji sezoni, očitno je tam Vukasović storil veliko napako in lapsus 23-letnika je Šiškarje pripeljal do vodstva. Dober prodor Matica Ivanška. Verjetno so vsi pričakovali strel, no 20-letni napadalec Brava se je odločil za podajo. Vukasović pa je svoje nerodnosti dal duška. Z neposredne bližine je žogo preusmeril proti svojim vratom in Velič je imel seveda občutno premalo časa za reakcijo. Sicer je bil Vukasović tu pravzaprav dobro postavljen. Korunin, Matej Mamić. Kukovec, Nino Kukovec! Daleč najlepša priložnost Radomelj na tem obračunu. Vsi vedo, kakšne so zahteve, kakšne so zadolžitve. No in tu je zdaj Tučić, Milan Tučić, dobra ideja, Gidado! Zatresel je mrežo Nigerijec, toda z napačne strani bi to bilo zelo nevarno za Radomlje. Je pa tu Beno Selan, in sicer tako prodoren kot Stanković. Beno Selan za Tučića, Tučić! Skoraj da bi presenetil obrambo Radomelj. Kukovec. Moses Barnabas. Kukovec proti Mosesu. Moses! Priložnost za Radomlje, toda Bravo se obranil. Še naprej traja ta nalet. Še naprej. Domači zdaj sejo nevarnost v tekmečevo obrambo. Tu je nova obetavna akcija, lovi vendarle Matija Orbanić. Gnjatić. Hribar odbija. Pa Moses Barnabas na levi. Moses Barnabas. To je dober strelni gol! Kakšen zadetek Nina Kukovca! 77. minuta, šok za Matijo Orbanića, ki ni pričakoval takšnega izstrelka. Nino Kukovec, pravo granato. Nihče na stadionu ni videl takšne rešitve. 23-letni napadalec pa do 2. gola v letošnji sezoni in do 6. v prvi slovenski nogometni ligi. Ne bodo prišli Šiškarji do prvega tako imenovanega clean sheeta na tujem v tej sezoni. Radomljani so kazali zobe tekom tega drugega polčasa in prišli torej do izenačenja. Moses Barnabas je žogo odložil na rob kazenskega prostora. Daran Slavic, danes smo videli 2 precej drugačna polčasa. V prvem je bil boljši Bravo, v drugem precej boljši vi. Dolgo časa ste lovili gol za izenačenje, na koncu ga uspešno dosegli. Verjetno ste zadovoljni predvsem s pristopom in pa z vsem, kar so fante pokazali v drugem delu igre. Ja, se strinjam. S tem, se pravi, prvi polčas so bili zelo dobri v fazi branjenja, agresivni. Nekako nismo našli rešitve na to. Smo se pa začeli mogoče malo prebujati tam 35 minut naprej. Ja, v drugi polčas pa smo, mislim, da od prve sekunde štartali zelo dobro. Imeli smo kar nekaj lepih situacij in na koncu ja, tudi zasluženo dosegli gol in mislim, da je remi realno danes na potek tekme. Torej točka proti trenutno vodilni ekipi prve lige, verjetno ste z njo precej zadovoljni. Ja, sem zadovoljen. Zadovoljen sem tudi, na kak način smo prišli do nje. Se pravi, težka tekma. To smo vedeli, še zaostanek potem in pokazali karakter, tako da ja, zadovoljen sem. Zdaj vas čaka reprezentančni odmor, vam bo prišel prav? Mislim, da vsake ekipe, tudi nam. Probali bomo
neke stvari nadgraditi in ja, potem gremo naprej v prvenstvo. Najlepša hvala. Aleš Arnol, danes ste res dolgo časa vodili, tudi Beno Selan nekako ni skrival, da ste razočarani zaradi remija. Verjetno imate vi podobne misli. Ja, načeloma jaz nikakor ne moram reči, da sem razočaran. Tako kot sem rekel, zelo veseli smo, da smo zaključili na ta način ta dolg niz, ki se je vlekel od Evrope pa vstopu v prvenstvo. Ogromno tekem smo igrali zapored in videli se v drugem polčasu, da kljub menjavam nismo uspeli biti dovolj sveži, da smo storili v bistvu ogromno napak in da smo drug polčas odigrali povsem drugače kot prvega. Res je, da bi morda lahko zdržali, da je šlo kar veliko strelov v bistvu oddaleč ali pa z manj obetavnih situacij, ampak na koncu bi lahko se zgodilo tudi, da bi se tekma povsem obrnila. Tako da jaz sem z točko zadovoljen, vesel sem, da igralci da niso, zato ker to pomeni, da si želijo nekaj več, ampak je potrebno ostati realen. Mislim, imamo zgolj v prvenstvu en poraz do reprezentančne pauze in to je za nas fantastičen rezultat. Dva res različna polčasa smo videli, ste se v drugem morda malce preveč povlekli nazaj. Ja, ni bil načrt tak, ampak tako, ko bi rekel, podzavest je vedno tista, ki igra, da občutek smo, morda so imeli tudi igralci malo občutka, da bomo lažje prihajali do žog. Nasprotnik je razbremenjen, pač poskuša igrati bolj razbremenjeno, ker ve, da more zabiti in tukaj smo bili premalo agresivni, premalo natančni, predvsem na desni strani smo v bistvu puščali ob prehodu v pressing, smo puščali preveč prostora, nismo sledili svojim igralcem, smo bili v bistvu predvsem v tem pasivnem položaju in posledično je nasprotnik prevečkrat prišel prelahko v našo zadnjo tretjino in isto v napadu, v bistvu preveč hitro izgubljenih žog, premalo natančno povezanih proti napadov in se potem igra počasi začne podirati, ampak tako, kot ste rekel, deloma sigurno psihologija, ker se dotakne vsake ekipe ob vodstvu, na drugi strani pa tudi neke utrujenosti. Mislim, da 13 igralcev ima ogromno minutažo od poletja dalje, tako da jaz jim res fantom čestitam, ker pomembna točka. Za vami je res naporno obdobje, spored tekem je bil res zelo strnjen, hkrati imate ozek kader, verjetno bo zdaj reprezentančni premor prišel še kako prav. Ja, zelo se ga veselimo, predvsem zato, da v bistvu lahko v prvem delu namenimo igralcem počitek, da namenimo v bistvu dovolj, da poskrbimo za njihovo zdravje in da se spet v bistvu pripravimo na nadaljevanje prvenstva, hkrati pa tudi pričakujemo v bistvu zaključek prestopnega roka, kjer upamo, da lahko kader še rahlo poširimo. Je morda kakšno ime že na vidiku? Seveda, da je, veliko jih je, ampak dokler ni zaključeno, pač težko izdamo kakšnekoli informacije. Najlepša hvala. Nino Kukovec, danes ste dolgo časa iskali zadetek za izenačenje, na koncu ste vi dosegli spektakularen gol, verjetno enega izmed najlepših v karieri. Ja, pač konec koncev tekma je bila težka, že od začetka. Bravo je vedno tak bolj nasprotnik, ki ga je težko premagati, težko se soočiti z njim, ampak mislim, da je to realen rezultat na koncu, ampak lahko bi dali več tudi na koncu tekme, pač proti koncu 90 minut, ker bi lahko imeli več šans. Točka proti vodilni ekipi, verjetno ste soigralci tega rezultata kar zadovoljni. Kakšno je bilo vzdušje v slačilnici? Mislim, prvo kot prvo, danes nam je bil pač cilj, da se zmaga ta tekma, nažalost se ni, ampak smo veseli tudi s to točko, ampak to ni nič, da gledamo, da našo tekmo moramo iti naprej in zbirati druge točke. Hvala. Beno Selan, danes ste dolgo časa vodili, na koncu vam ni uspelo priti do 4. zaporedne zmage. Kaj razočaranja? Ja, seveda, ne. Borili smo se na polno in v mislih smo imeli zmago, ne. Tako da pol, ko prejmemo ta gol iz neke neglih izigrane situacije, bom rekel, pol vedno smo razočarani, ne. V zadnjih minutah ste igrali celo na položaju krilnega napadalca. Vam je ta vloga pisana na kožo? Pa sigurno je drugačna kot vloga zadnjega veznega. Jaz bi še zmeraj ostal pri tem, da je vloga zadnjega veznega bolj pisana na kožo kot vloga vingerja. Najlepša hvala.